Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 147. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Goranom Hrvačaninom, ki je seveda zdaj v filmu Prehostar, pa prej na YouTubeu delal res 47 lihov, ki so vsaj meni preveč smešni. Tako da so se valjda o filmu pogovarjali, pa o YouTubeu in pa o samo, kar počne, in pa omenila sva najboljšo igro s kartami v zgodovini človeštva. Kaj točno je to, pol zveste. Naprej začnemo, tako kot vedno, ful hvala vsem, ki ste tale podcast podprli, to mi ful zanosa daje, tako da ful hvala. Če tega še niste naredili, pejte pa na apparatus.si/podpri, res vsak evro prvo pride, tako da res ful hvala. Sicer je pa seveda ta podcast tudi v iTunesih, tako da če daste tam kakšno oceno, to tudi prvo prije, ker pol algoritem bolj bo šmerila tale podcast in ga še kdo najde. Tako da, ok, dosta admina za enkrat, tako da ja, zdaj pa Goran. Zdaj se je začel. Uradno smo noter. Ja, smo noter. 3-4 podcast. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Jaz naj bi bil Goran Hrvačanin, sta mehkim, ampak očitno je z mojim primkom dost velik problem, ker sem Hrvačin, Hrvačon, Hrvačan. Torej, dajmo reči, da sem Goran. Počnem pa... prodajam svojo dušo na internetu. Ne, pa kdaj, kaj počne, kaj rečeš? Kaj nekaj moraš reči? A imaš eno besedo? Ja, danes sem jo najdel. Behaviorist. Se pravi, opazujem in študiram ljudi. Okay. In na koncu to pretvorim v nekaj drugega. V nekaj drugega. Ja, ampak to je moj najbolj primaren hobi. Da opazuješ. Ja, okay, mislim, glede na to, kaj delaš, dost, ja, ker makes sense, I guess, ne? Ja, nisem method actor, jaz bolj črpam iz ulic pa tega. Ampak, ja, s tem, da imam zdaj malo več problem, ker ne moram več špionirati folk, ker zdaj mene špionirajo. A ja, kao Goran je prišel, dajmo se vsi normalno obnašati. Ne Goran, to je un. A to je un. To je un, čak, pa je že Hrastač, ne. In... Torej, še je imen, ampak recimo, da sem Goran, ja. Ja, čeprav tega bo zdaj res konc, ne, po filmu, ne. Ja, zdaj sem hoster. Ja. Ne vem, zanimivo, da te ljudje imenujejo po vsakmu projektu, da ime ni zadost. A pa Gojko je bilo koktajto. Gojko je še cool, ne? Ali pa Carico. Carico, to je tudi redo, ja. To je tudi redo. Ja, mislim. Lej, se do tega prija. Jaz se pač malo se probam izogibati tem klasičnim geneza zgodbam. Ampak veš kaj me zanima? A je bil zadnje cajte vas manj vas, ki ste na YouTubeu, nekako, to je zdaj ta neka špura, ki jo furam zadnje mesece. Pa me v bistvu zanima, kdaj je ta prvi datum, da ti veš, da zdaj bom dal pa neki gor, zato da bo tudi kdo videl, ne sam prijatelji smo in se zajebavamo. Tako, a veš, koliko cajta nazaj je to? Recimo. Da sem nekaj tazga objavil na ta način. Tako, ampak da ni bilo samo, lepo sneli smo se, da je mogoče pa tako, ampak tako, da je bilo varianta, to pa hočem ali pa pričakujem, da bo ljudje videli. Tako. Ta del me zanima. To je pa režen cajt nazaj, zato ker pred filmom smo manično delali projekte, da bi nabrali denar, da bi sploh lahko film naredili, tako da sem delal za druge, rečemo za neke naročnike, ampak da bi jaz nekaj svojega naredil, je pa res že dolg nazaj. Ja. Srame je, najdu si ne. Rečemo, da je film to. Ja, da je proces, ki traja malo dela. Ja, itak, ja. Ne, ampak za YouTube mislim, veš, takrat, ko ste začeli gor dajati. To pa po moje kakšne 2 let nazaj, 3. Ja, nekaj tazga. Ne. Da sem res srcem nekaj naredil, pa hotel pokazati. No sej, ampak kaj štadij zakaj te to hočem vprašati? Reci. V bistvu, ker je YouTube, kar se mene tiče, je res rad tako, res pač ne samo tako kot legit platforma, ki je itak prestar za to, nekaj že neki cajt, ampak se mi zdi, da je res rad pač po eni strani za ene ljudi tako privzet način, kako video sprejemajo. A veš, da tudi TV ni več ima, veš, kot če bi jim rekel, kva gledaš, a ne. Ja. Mislim, da imaš tako zdaj dejansko že neko generacijo ljudi, ki že nekaj let, ne, a veš, mogoče primarno YouTube gledajo. Ja, to je definitivno, ja. A veš, ampak kam ti pol spadaš, a veš, napreden ste to gorde, a si ti to gledal, ali je bilo sam, na YouTube se daje video, dajmo kedat. A veš, kako je bilo? Jaz zmeraj bolj ugotavljam, da je bil right place, right time moment. Zato, ker recimo, ko sem jaz se začel snemati, preden sem se z ekipo povezal, mi Facebooka sploh bilo ni, je pa bil YouTube.
In ko smo začeli videe nalagati gor, tako je bilo tudi manj video na YouTubu. Nisi mogel tako scrollati kamuta zdaj en teden, recimo, kateri lejte spelejo the dark side of the internet. Ja. Ampak bilo je tako, da gremo dati na YouTube, pa kar se zgodi, ne? Je pa prek mailov krožili, včas, leta, ne vem točen kjerga. Ja, valjda. Pol je pa nekako zatem prišel še Facebook in je usporedno to zažvel. Okay, pa kakšen pa imaš ti, to zdaj ful sprašujem, zdaj sem imel komotarja, sem ga to vprašal, pa pol Novaka, pa vse te, ne. Ta Facebook, YouTube video, ne. Ja. Sam ti povem, moja teza je, še enkrat se opravičujem, ker vem, da to eni že tretjič poslušam, ampak to mene ful zanima. Moja teza je ta, ne, da na YouTube vse malo bolj klesi spade. Ne. Se mi zdi, da so oni, ki dajo primarno na YouTube stvari, malo bolj delajo. Se mi zdi, da glede na to, kako Google skrbi za video, da vse malo bolj klesi. Ne. Za razliko od Facebooka. Za razliko od Facebooka, kjer se mi pa zdi, da vse malo bolj čipi spade. Pa me zanima, kako ti na to gledaš. Če tako gledam na to, jaz video ne dajem na Facebook. Meni osebno je Facebook pljačka. Pa dejva se to pogovarjati. Ja. Dejva se to. Zato, ker delajo vse, da bi izpadli, da je več ogledov. Se pravi, oni te lovijo na maksimalne oglede in ti podrejajo platformo in okolje, da bi ti mislil, da si full gledan. Ampak ni nujen, da je tako. Ja. Ker na Facebooku se vsak scroll šteje kot ogled, kar pa ni ogled. Ja. In recimo lahko zanimivo, kar kradeš vsebine iz YouTuba in jih daješ na Facebook, pa nimajo nič pravno formalno zaščiten. Ja. Recimo, danes sem videl naš video. Še iz Jebele ceste za Pop TV smo delali, ga en tam malo naložil na nek Facebook, svoj kanal ali kva ga ima in pač fura oglede, štepajo oglede, ampak ne moreš mu nič, ker ga ne moreš parjaviti. Ja. To je kako freebooting, ne? Mislim, da je kao, če vzameš od drugega pa daš drugam. Mislim, da je freebooting izraz. Aha, se pravi, morajo nekako zakamuflirati, da se sliši normalno. Ja, je pa pljačka. To je čista pljačka, pizda, ne me jebati. Ker ti vzameš delo od drugega in ga fukneš na svoj kanal. Sam meni je najhuj, da ti mulci, ki to počnejo, nimajo nič od tega, razen da imajo verjetno trdga od lajkov. Ja. Ker on ne služi na oglasih in na ničemer ne služi. Ja. On samo kupič lajke in pri temu se ostal. Jaz bi mu dal roko, če bi on saj sponzorje dobil, pa ne vem kaj, pa bi lahko dejansko živel od tega ali kaj. Ampak noben nima. Ja, valjda. Na koncu nič od tega, razen to, da ima on lajke. Ja. Pa takoj se razvajajo ogledi, kot so real ali pa fake od tega originalnega videa, če tako gledaš. Ja, vse se porazgubi. Ne vem, meni je Facebook bolj nujno zlo. To mi je. Jaz ti sam kimam, zdaj to ne vidim, ampak ja. Ne, ampak lej, pa ti gre, jaz bi se res malo, kaj se kar malo stavlja. No, po pravici, meni je to važen. Meni je to važen, zaradi tega, ker se mi zdi, a ne pa, koliko zmerno rečem, tudi YouTube ima 17,000 svojih problemov, ki so po svoje grozni, ne? Ampak se mi zdi, da ene stvari so pa tam na nekih takih, nam rekel, zdravih temeljih, ampak tako na poštenih temeljih. Tam view res je view. Ne? Celo algoritem so spisali za to. Celo spremenili so ga, ki je šel čez milijardo. Ukvarjajo se ljudje s tem, ukvarjajo se z umestnikom, ukvarjajo se z interfejsom. Facebook je pa sam meni je to pile of trash. Ja. Res vse švigano, vse strani, še avtomatsko se ti zarola video, če ga ne izklopiš. Te podle fore so. Točno to. Podle fore so, ciganske. Sorry, če so kakšni, to je v bistvu bolj žargon, se upravičujem vsem manjšinam. Jaz sem tudi, Ana. Ne, to je res, pač, ker je, ampak se mi zdi, da veš, kakšen imaš občutek, da ljudje, ki pač gledajo, zdaj govorim samo o nekem človeku, ne, ki živi na Gorenskem in ima hotel, to je bila slava šala, ampak hočem samo reči, eden, ki ima Facebook, ima YouTube, ima net, ki pa samo sprejema te stvari. A misliš, da kdorkoli o tem tako razmišlja? Pač gledalci. Mislim, da se čuti to pri poprečnemu gledalcu ali ne? A veš, da je tam res pač kičast pa pocen pa na YouTube? Ne, to nima ni to za počakaj. Jaz bi rekel, da danes beseda gledalec, beseda gledalec je razvrednotena. Danes smo bolj browserji. Res, ker toliko smo razvajeni, pa taka poplava vsebine, da če te v 15 sekundih nekaj ne zanimira, boš šel naprej. In to ni gledalec. Gledalec ustraja pri vsebini, ker želi priti do konca in želi nekaj od tega povleči. Te Facebook mafija, pa te so pa scrolleri, se pravi, pogledaš, ok, scrollaš. Vine je bil recimo najboljša
Distilirana verzija. Distilirana verzija, se pravi, imaš fokusa za 6 sekund, kam smo prišli, kam smo res prišli. No. Ok, pa te pa tako vprašam, vidite to, na začetku ste delali, ne? Gorka pa Carice pa to, ne? Ja. Ampak tam ste si pa vi, mislim, tudi glede na oglede na YouTubeu, ne? Ki sežejo visoko, ne? Sploh za, ne, v našem kontekstu. Ja, no, ja, 30 milijonov. Mislim, to je številka, je to, ne? Z velikim š, ali kako se to. 15 Slovenij. No, ampak tako hočem reči, tam ste pa vi imeli publiko, ne? Mislim, tako, ki je mal in čakala, da je prišlo, in mal gledala do konca, in pač tako se je nek community se je tam naredil, ljudi, ki gledajo, ne? Ja, točno to, mislim, prišli smo do, mislim, subscriberi bi rekel, da niso nek realen prikaz tega, kakšen community se je naredil, ker recimo imamo 30,000 subscriberjev na YouTube, ampak gli za to sem prej hotel reči, da začeli smo ustvarjati na YouTubeu, preden je prišel Facebook. In so stvari tako, kot so se včasih razširjali čez mail. Ja. To smo še mi, malo starejši. Pol pa prišel Facebook in recimo jaz sem takrat delal v kazinoju in sem spoznal nov krog ljudi. Se pravi, v kazinoju sem imel 60-50 sodelavcev. In pol sem jim jaz povedal, da nekaj delam. Aha. In so oni na Facebooku to šerali naprej in je to rastel s Facebookom bolj kot z YouTubeom. Ja, valjda. Ja. Tako, ko se tim reče, primo so razmerno s Facebookom se je to razširjalo. Ne? Tako da smo ratali, mislim, že od začetka smo bili viralni, bi tako rekel. Ja, ker takoj, ko se je pojavil Facebook, smo mi že generirali vsebine, ki so jih oni imeli na voljo. Pa dost redno smo objavljali vsebine. Se to, no. Štepali smo jih, ne, normalno smo jih štepali. Sploh ne vem, koliko smo video iskreno naredili do zdaj. Ja, vem, da jih imamo, da smo jih čez 150, ker so razsejani tudi po drugih nekih kanalih. No, ampak to je pa tudi ena tudi od mojih mnogih takih, ki jih konstantno ponavljam, pa tudi pri tem, ta neko frekvenco držati, ne. Pa to, a si imel to, mislim, zakaj ste jo, no? Mislim, a si vedel, kaj to pomeni, ker jih pač redno dela? A veš, kaj hočem vprašati? Pa mogoče sem se zavedal, da s tem, bolj je bilo to iz osebnega razloga, bi rekel. Ne, da bi gledalcem hotel ugoditi, ampak jaz, dokaj nisem začel delati to, kar zdaj še vedno delam, po očetih svojega očeta nisem delal nič. Se pravi, tebe ništa ne interesuje, ti ne znaš ništa. To je bil pač komentar. In res je tako izgledala. Na šola me ni zanimala, šel sem zato, ker sem mogel iti. In nisem vedel, kaj bi počel v življenju, znal sem pa neke zvoke proizvajati, pa neke talente, ki jih v tem sistemu, v katerem živimo, ne moreš pokoristiti. Ja. In pa sem najdel ta kanal, pa res, verjetno sem attention whore. In ko sem najdel ta svoj kanal, sem se spraznil totalno tam. Se pravi, bi rekel, da je bila, to sem mogel početi zaradi sebe. To je bila edina stvar, ki sem jo znal, rad počel in sem hotel to delati. No, ampak pa si valjda videl, da se obrestuje, če si reden, ne? A veš, da bi tako eden, pa 4 mesece noč, pa drug video, ne? A veš? To sem videl, ampak veš, kaj bi rekel, spet mi ni bil to gledalc fora, kakor pa da smo spoznavali nove ljudi. In z novimi ljudmi smo lahko delali boljše stvari. Se pravi, ko smo spoznali Erika Morgana, hvala Echa Man, moram ga izpostaviti, on je dvignil produkcijo na ne vem kakšen level. Se pravi, on je začel in bite delati, z njim smo pa začeli in musko delati. Vse se je odprlo. Se pravi, mi smo delali neke svoje stvari z neko patetično opremo, recimo, ko smo snimali Carice. Kaj to pomeni patetična oprema? Se pravi, patetično, to pomeni, da smo naredi sam užgali, no? Nabavili smo nek kao Rode mic prek YouTube-a, Rode je bil, dosti da je Rode, to je Rode, to mic smo nabavili, pa smo ga pa prešravbali v bistvu za duct tape ali na tole pohodniško palco teleskopsko, se pravi, nismo imeli niti roda, ali ko se temu reče, saj ne vem, ampak tako sami smo počeli stvari. Ta prvo kamero, HD kamero smo dobili na neki nagradni igri. Kva? Se pravi, da ne bom za reklamo delal, nek supermarket je imel nagradno igro, kjer si mogel posneti kuharski recept. In je rekel, kolega, gledaj, grejo se prijaviti, zakaj pa ne, in so zmagali in so dobili HD kamero. In je bil nov hype, se pravi. Pa smo, fuck HD, pa v bistvu ni neke razlike, še zmeri iz kreative izhajaš, ampak to je bil bolj zagon, kot folk. Pol spoznamo Erika, on reče, jaz vam lahko naredim bite, sound imate čisto nič, vam bom pokazal, kakšne mikrofone so uporabljali in poj slišiš, wow, ni vetra, ni šumov, razume se, kva govorimo, ne rabimo pa naslavljati, pa take fore. In pol saj jaz sem dobil zagon, še enkrat nov zagon za to. Pa ko vidiš pa še odziv, pol pa nekako se vse v eni točki poveže, bi rekel.
No, sam to, veš, to jaz se kle zdaj sediš, vidiš te majke. Veš, jaz imam podobno, pač sploh ne. Ta nek fetišna, ampak pokaj enkrat slišiš, kako se stvari lahko slišijo, ne, ali pa prvo tudi vidijo. Ja, težko iti nazaj. Ne. Ja. Tako, to je manija, pizda. Ja. Veš, ne bi zdaj hotel reči, da je to moje poslanstvo, kar počnem, ker se tako versko sliši. Ampak manija je. No. Jaz bi tudi, če gledam to tvojo opremo, treba bi rekel, da je manija. Ja, sem si nehal že lagati, da ne bi bila slišala. Jaz sem se odločil, da bom to počel, zaostalo me boli džoko. Ja, grem samo naprej, ne zanima me nič. In tako se mi zdi, da prideš do rezultatov. Ja, mora biti ta neka. Ja, vse manija je šli kar lepo zaobjame to. No? Tako, ja. Lej, meni je fotor rekel, ko sem prišel domov pa razlagal, kaj bomo snemali v hostru, je rekel, da sem v zenice čiši roke. Se pravi, kada je bil navlečen, pa nisem bil. Ja. Gre se za to, da toliko verjamemo to, kar počnem, da me ne zanima, kva drugi govorijo in to bom speljal, pa če crknem. Ja. Samo veš, džabe je tebi to zdaj reči, ne? A veš, ne, pa po 30 milijonih, pa zdaj ste že najbolj gles, ne vem, kakšne so te titule zdaj. Mislim, da so Pertum Jazzile, ki naredijo Afrika, pa je 7 milijonov. Ja, ampak obstajajo pa ljudje, ki pač začnejo, pa so še zmeraj na 120 view-jih. To je res. To hočem reči. Hočem sam reči, da to ni za podcenjevati, veš. Ne, ampak evo, kar so pa prej spustili, recimo, prej so govorili samo o tehniki, ne. Je pa res, da smo v vsem tem procesu ustvarjanja za folk se spraševali, kaj je ljudem všeč. No, to je bil pa, to sem te pa v bistvu... Nasleden. Nasleden, nekaj sem še imel, ampak lahko gre, kar sem. Ne, nisi me. Ne, ampak to se me, ampak pusta zdaj film, ker po filmu bi se mogoče malo ekstra pogovarjal, ampak me pa zanima pač pri temu YouTubeu, ampak kva ste pa imeli v glavi, kdo to gleda, pa kva bo oni radi? Kaj ste imeli? To me pa, veš, če ti izhajam iz tega, da je bilo to community 60 sodelavcev, sem videl, kdo lajka od teh, pa glede na to, kjer fore so izpostavili. Se pravi, sem vedel, to je imel všeč. In so pa z Marjem, ko so se zapijali neko noč dojela, da kaj lahko ponudiš gledalcu, da odnese od skeča, ko se skeč konča. Recimo, jaz sem očitno velik fan Jim Carreya, ne da ga srata, ampak gledaš njegovo komedijo, ti ne moreš tega drugmu povedati, pokazati svojemu kolegu. Zato, ker je to gumijast, to edinstven, take premete, ne vem, kva vse ne dela, tega ne moreš pokazati kolegu. Lahko sam rečeš, poglej si. Ker pa lahko nekdo odnese od svojega videa, so pa punchline oziroma te catchy phrases. In to smo. That was the cunning plan. Catchphrase in catchphrase in catchphrase. To je najbolj sitcomasta stvar na svetu, sam lej. Ampak ne, če jih je več, ne? Ne, če jih je več. Mi smo šli na bombardiranje. Se pravi, da jih toliko namečeš noter, da jih pol fali in če jih pa hočeš še enkrat slišati, pa moraš še enkrat iti pogledati. In je cikel, ne? Razumem. Zdaj vem, zakaj je bilo več Sloveniji ogledal. Tako je. Se pravi, toliko nametati not, da presmeje. Material in pol mora iti še enkrat gledati. Ampak se pravi, catchphrases. In tako smo se zarinali noter v slang, pa v pogovore, zakvaj pa take besede. Neki, ki izgovoriš, pa čutiš, da neki nima smisla, sam te žgečka tam dol. In to je ta wordplay, dati neke besede, še je brala, kadaj ima. Recimo, nima veze z ničemer. Jaz ne vem, zakaj je to smešen, ampak folko je smešen. Meni točno tudi Rihanna tako rekel. Rihanna, ja. Ne vem, zakaj meni. Jaz imam to najbolj v glavi. Brka vse ostalo. To Rihanno ne morem. To se mi je res ko bilo vse njegove svaga čast. Pa tudi ne razumemo, v bistvu, ker ne vemo, zakaj bi mogli biti to pa je smešen. Ne? Jaz tudi ne razumem. Ampak gre se mogoče za to, da vzameš neko mega zvezdo in jo pobusaneš pač. Za menjavo ene črke. Ampak veš, jaz gledam pa zdaj eno stvar rekel, ne? In že spet pa ne, zdaj hvalu pa pol, ki mi to zmeraj rečem, ki je pač grozen. Ampak to bi v bistvu ampak gre ta joke, to z Rihanno reco. To bi mogli biti bolj poceni, kot izpade, ki ste vi to naredili. Če to ima nek smisel.
A se mi zdi, da tako kot si rekel, okay, vzameš znanga, pa ga pobosaneš. To bi moglo biti v bistvu full bolj cheap, kot izpade to, kar ste vi naredili. Jaz pa ne vem, zakaj, pa je šel kakšen razmislek o to, ker je razlika. Veš, si predstavljam, da bi en lahko iste te joke na to foro, a veš, delu pa bi se zmeraj ostal pri 120 viewih. Pa jaz bi rekel, da mi, ko naredimo stvari, da jih umestimo v kontekst noter. Ni samo fora sama po sebi, ampak ta video z Rihano je bil pač neka novoletna čestitka za fene in prideš do joka. Ja. Se pravi, klasični ta dramaturški trikotnik, punch je tam, kjer mora biti. Ja. Se pravi, je premišljeno, čeprav deluje na prvo žogo. Ja, se to je. Ker jaz vem, da mislim, smešen je zato, ker Švedi prosipajo gluposti. In recimo moj bivši sošolci srednje šole je recimo Mary J. Blige. Ja. Je rekel Mary J. Blige. In meni se je to zasidralo od srednje šole do zdaj, zato ker samo z izgovorjavo pobosano si ostari. Džabe na R&B, džabe vsi gremi, pa to, če si v busi ostari. Ona kada iz predora. Mary J. Blige. Zdaj, ko si omenil dramaturški trikotnik, pa to, ne? Da sem malo highbrow, pa to. Koliko je šlo pa ta proces, pač a je bilo zmeren za ta video, bo to? In pa se je šlo, a veš ko, a se je šlo enoto videa delati, a se je šlo delati neke joke, pa se jih je potem prilagodili tizmu, kar ste se takrat pol spomnili. A so bili to taki mini projekti, pa šlo vsakeč iz nule, ali se vse neki tako nekako delali, pa kar je šlo not, pa tole moče to kleratuje. Na začetku je bilo vse iz nule, pa so pa te neki liki, v bistvu so liki nastajali in z liki fore. Imel si carja, pol si imel žensko verzijo carja carice, pol smo naš očka. In to pride glih iz opazovanja, to, kar sem ti prej rekel. Car je moj odgovor na okolje, v katerem sem odraščal, Jesenice. Mislim, da sem dosti povedal s tem. Vsak malo svojega projecira v to, ampak realno gledam. Ja, okay. Gre se za opazovanje družbe. In jaz sem tudi, recimo, ne bom rekel čefur, ker sem že asimiliran, ampak rečemo, da sem Šved. Šved sem. Ampak opazuješ, kaj se okrog tebe dogaja in to je moj odgovor na to. Jaz bi se lahko tudi pizdil, pa ne vem kva, ampak zakva, če jaz to lahko na svoj način naredim. Ja. In car je moj odgovor na tako ti bom povedal. Ko smo odraščali, jaz sem blokovc. Ja, jaz tudi, tako da. Sam Ljubljana, tako da to je. Ja, pa da si malo drugače, ampak se veš, 15-20 ljudi, igra se v zunaj in dobiš te street skills, malo se podprcavamo skozi in se razvije to. Ampak bi rekel, da veliko mojih prijateljev je vzelo, da ne rečem čefurstvo. Ja. Se pravi, ko odraščaš, se iščeš, vidiš, da imaš neke potencijale, ampak to vzame čas, to vzame voljo in pač se vržeš v mainstream, ker ti to najlažje. Na Jesenicah je bil mainstream pederuša, pa hlače na korene. In sem veliko kolegov zgubil na ta način in sem bil jezen. In sem rekel, zdaj bom pa jaz kaznoval to. Oh, God. In pa imaš pa odgovor, pač imaš carice, mislim, smo imeli carja, sedimo v kafiču, se zgovarjamo, gre kolega na WC, pa prije nazaj pa reče, zdaj sem slišal eno, ki je rekla, fuck, prav pustila ga bom in najdla si bom šiht. In se začne debata in se pravi, ona ima šiht zato, ker ona ima fanta zato, da ne bi delala. In to je treba kaznovati. Ja, a ni, če stremimo k boljši družbi, je treba nekaj narediti. Ti si v bistvu svetnik, ne? Ti v bistvu pač... Mogoče. Pustiva to vprašanje odprto. Čeprav ta stavek ima res velik noter, ne? Ga bom pustila, da mislim, da... Sej v tem gre. En bi rekel, zakaj se obadaš s tem ženskam. Sam en se more z tem obadati. Ja. A ni tako? Ja, res je. In glih zato, meni je bilo pa recimo smešen, ker sem pa bral komentarje, sem videl spod, kaj ta dva tipa mislita, oblačita se v ženske pa neke čefurske fore streljata. Ja, razumem, ampak če si kdaj šel na trolo ali pa sodeloval v tem nekem mestnem vrvežu, si take ženske 100% videl. Ja. In takrat je lahko jasno, kva mi govorimo. Koliko je pa bilo tega, veš, da si videl, mislim, v odzivih ali pa v komentarjih, kjer je bilo pa v bistvu ljudem smešen, zaradi tega, ker oponašaš to, ne, da ni bilo te satirične, kako se temu reče, ironične note, da se to ni dojel. Kaj si tudi predstavljam, da recimo avtošola, recimo, ne. Če si predstavljam, da en je lahko tudi to gledal, rekel, točno, bam, eden nas je dal na YouTube. Ko če reč, ne kot joke, ne, a je bilo kaj tega ali ne? Ja, veš, da je bilo. Jaz mislim, da so bili ponosni. Ja, se to. Ker mi smo čefurstvo naredili cool spet.
To si upam zdaj trditi. To bi se pa jaz mogoče celo strinjal. Ja. Zato, ker čefuri so bili že pase, pa to burke že faj, daj mi telefon, tu vse te neke frke. Hodili smo jih pokopati, ker je končno šel mem ta trend, da jim reči. Mi smo pa spet to revival, ampak smo naredili cool. To se je čisto. Ni pa bil moj namen to. Ok, ampak je pa res, da ta revival je veliko bolj benigen, recimo, kot je bilo takrat, ki so bile to pač resne štave. Se mi zdi, da je Slovenija toliko stara zdaj že. Mogoče smo toliko cajt je menili, da se lahko z tega norca dela. Ja, se to je. Mogoče. Danes so se zacelili. Ja, ne, pa mislim, ne čist, ne, ampak jaz si mislim, to sem jaz tudi, ker sem imel tega Dinota Bavka, recimo, ne, pa sem pa še en pogovor delal pa z Vojnovičem, ne. Zdaj imaš ti knjige, ki pišejo o teh 90-ih ali pa, veš, konc 80-ih, začetek 90-ih, ne. Imaš knjige, fikcijo, ki se takrat dogaja, ne. Se mi zdi, da tako nekako veš, da je nekaj se pa je premaknil naprej. Pa vi, ne? Pa to brez zajebanci, jaz to res ne nočem zdaj, da izpadem, ampak se čisto strinjam s tem, da pač... Ja, zato, ker smo karikirali sami sebe. Ne? Jaz nisem hotel promovirati, da dati nekomu plesko je fajn, ampak očitno, če je stvar pač montirana, režirana, smo to vložili neki truda v to. Ne? In folk je dojel, kva počne. Eni so dojeli, no. Eni pa spet ne, ampak bi pa rekel, da smo tako sami sebe spraševali, zakaj mogoče je to, ko gledal. In smo poimenovali, da imamo trofazni humor. Okay. Zato, ker imaš, se pravi, eni vejo, da si delamo norce iz teh ljudi in se naslajajo na tem. Eni se prepoznajo v tem in si rečejo, bole, to je to. Ta drugi pa rečejo, lej, fantje si iz vseh delajo norca, največ pa iz sebe. Okay. In jih boli kurat. Ti hočeš za ta trete delati, ne? Realno gledam. Jaz hočem zase delati. Okay. Ampak za ta trete hočeš. Unika dojamejo, da le, če se iz sebe dela norca, pa nič resno ne jemlje. Ja. Zdaj, jaz ne jemljem, saj probavam življenja ne jemati resno, ker buba, če ga jemlješ resno. Ja. Ne nočem pa, da me buba. Nočeš, da te buba? Ne. Okay. To je tudi quote. Okay, zdaj pa še ne prijava čisto do filma, še eno stvar, ki jo moramo omeniti, samo da presekava pač govorjenje o fikciji in o temu. Mi da stvar, ne da bo zdaj full name dropova, ne, ampak prvi so se dejansko spoznala in uživo videla na v bistvu after party od Viktorjev, to je treba povedati. To se toliko duši sliši, to grozen sliši. Bruh. Ja, ogabno, ampak pač to je res. Ne, in to so se tudi naprej začeli snijati. Jaz moram reči, da to mi je bilo v bistvu od Viktorjev najbolj všeč, ker smo se res dobili na kupu neki ljudje. Res je bil presek folka tam, neke strateške rezerve, rezerve nekega, gremo reči, temu humorja slovenskega, ki se mi zdi, da je bilo tam. Stare zaloge žita. Ok, ampak, in pa tam smo se mi pogovarjali, jaz sem hodil sem malo kontekst, da postavil, da ne zakaj to vam bršno, ampak in že prej si tudi malo menil, ne. Ta tvoj, jaz sem delal v kazinoju, ne. Jaz sem si v bistvu Viktorja v bistvu mogoče najbolj po temu zapomnil, ne. Pa mi je zdaj všeč, ker si rekel, ok, je bilo tam neka baza 60 ljudi, pa si videl, kaj se oni odzivajo, ne, pa to, ampak a misliš, da je nujno, če je tvoj poklic opazovanje in potem se učenje, ne? A misliš, da je nujno, a misliš, da je bil ta šiht tako predpogoj? Ja. Pa klej je bil pač kazino, ok, ampak da nek tak šiht, kjer lahko vidiš res en širok presek folka, ne sam sodelavce. Ja, jaz mislim, da brez tega šihta sigurno ne bi bil, kjer sem. Ne. Zato, ker sem vedel, če sem nočem početi. To je prva stvar. To bi vsak mogel narediti. Ti delati nekaj, kar noče, zato da ve, kaj hoče delati. Okay. To je prva linija. Druga je ta, da sem se znebil strahu pred folkom. Jaz sem recimo sramežljiv, totalen sramežljivc bil in še zmer sem, ampak sem se malo naučil to handlati. Ampak jaz sem mogel govoriti z ljudmi v 3 različnih jezikih. Jebel so mi mater zaradi vsakega evra in se izgubiš ta strah pred nastopanjem, ker ti ni nastopanje, ker je to delo. Ja. In pol mi ni bilo sploh panika nekje nastopati. Zato, ker sem nastopal... Ker je v bistvu tisto manj strašno, kot to. Ne? Ja, no, ker če nastopaš, delaš tisto, kar ti želiš in prodajaš svojo vsebino. Če pa vrtiš kuglo, je pa to nek mal drugačen nastop. No? To je v bistvu, to je služba. Jebi ga. Ja. Nič romantičnega ni v tem. Ok, ampak vse to, ampak veš, mene še ta komponenta pol zanima, ne, ti pač tudi to, ko smo se takrat pogovarjali, ne, pač videl si pa polno nekega folka, tako, v smislu pa, veš, ko že hočeš opazovati, se mi zdi, da moraš imeti nek stik ali pa kle v tvojem primeru službo, kjer vsak dan nek drug človek pride,
pa se nekako obnaša, pa ima neko interakcijo, veš, da lahko toliko zaobjameš. Veš, če pol skineš ljudi, tako kot jih lahko ti skineš. Veš, kaj ti, če gledaš, lep primer je, če ti gledaš zdaj film, pa kle, ki ste res pač, Gorence se šli več ali manj, to pa tudi neka čudna, ki sem tam igral basket, pa ni čistko. Ampak to se pa pogovarjala. Ampak ne, pač ok, carje recimo, veš, tako se mi zdi, da veš, lahko boje skineš, kar se mi zdi, da je nemogoče, če bi ti sam bil v bloku, pa se okoli bloka gibal, ali pa da ne bi imel enega šihta, razumeš, kjer bi se rešil tudi ta folk, ali ne. Če govorijo zdaj o gorenščini, sem se jo naučil pred blokom. Zato, ker je bila tako raznolika družba, da sem imel od-do. In sem pač imel enega kolega, ki je bil recimo, da moj uvod v gorenščino. Se pravi širhakelc, šnelfajerca, pa ne vem kakšne vse besede, ki pojma nisem imel, kva pomenijo. On me je recimo, to so bile osnove. Introducing gavnarščina. 101. Kazino je bil pa bolj tako za jezike, no. Bolj jezike, pa bolj te... vedenski vzorce. Ta del. Tam sem samo pobral neke besede, tam pa vidiš razkroj ljudi. Razkroj ljudi in to ta njegov sidro, ko bi se temu po slovenski rekli. Res žalostne zgodbe, ampak zgodbe, predvsem zgodbe. In iz zgodbe marsikaj lahko potegneš. Tako da ne verjamem, brez tega šihta, da bi bil na tej poziciji, ker sem zdaj, ker me je naučil več, kot sem mislil, da me je. Koliko cajta s to delo? 6 let. Ok, to je doba, ne? To je šola, ne? Veš kaj mislim? Mislim tako, za nazaj gledaš, to je šola. Ja, en let ni neka doba, ampak 6 let pa je eno. Ja, ker 6 let je temu, kako je, zdaj bom name dropu, kaj je David Foster, to je day in, day out, ne? To se pozna. Ti na eni točki si tam delal in nisi videl, da ne boš tega delal, veš? Mislim, da to je kar močna komponenta. Ja, ker jaz sem v bistvu vse svoje študentske te statuse pa opcije pokuril. Se pravi, ko sem videl, da sem star 27 in da po zakonu ne morem več biti študent, sem rekel, pičku materno. Zdaj pa nekaj mogel začeti, ne? Tako da ja, to je bilo bolj brca vratno. Jaz mislim, da bi vsak en tak šamer rabo. Ja. Pa sej, to je, lepo si prej rekel, da delaš nekaj, kar nočeš, da pol veš, ker se mi zdi, da toliko človek energijo pol usmeril tisto, kar bi rad, ne? Da, na drugi strani vam butne, I guess. Ko se najdeš govana, onda tek znaš. Lepa, da, še eno star sem nekaj, a pa ta nek, gre reči nastopanje, ne? Pač, ne vem, pred folkom ali pa, a veš, a to si imel kdaj že tako prej željo, ker mi je, veš, čudno mi je, da pač se kakor jaz štekam, pa to, ko sem sprašal, se je YouTube prvo zgodil, a ne? Pol si bil na TV-ju, pa predstava, kakšna pa tako, veš, kako če reči, mislim, ni bilo... Pol nisi nikoli imel, ne vem, ali pa da se takrat, ko stand-up je takrat že neki bil, ali pa veš, nek gledališče, ali pa nikoli nič tazga ni bilo. To je po mojem spet ta sramežljivost, safe zone. Veš, ti se za kamero lahko skriješ, imaš ponovitve, zrežiraš zadevo, live act je pa nekaj drugega. Ne? Moraš biti, pa veš kaj, jaz imam zase občutek, da nimam fokusa za 1 uro. Res, ker sem cikličen tipa. Ne? Recimo 15 minut sem lahko čist noter v zadevi, na hajpan, lahko improviziram, pa po 15 minutah ne da dol pade, ampak kot da sem porabil ta seržer energije, ker sem dal vse od sebe in mi zmanjka. Če si ti na odru, bolj, da se to ne zgodi, ne? Bolj, da se ne zgodi, ali pa bolj, da se spustim v to, ko bom pripravljen na to. Ja, ok. Ne, preveč je ljudi, ki bi vse radi počeli. Bolj, da se mi držimo tistih stvari, ki jih znamo, pa pol se tja spustimo. Ne? Pa pol še kam drgan stopaš, ne? Tako je. Okay. Bi pa rekel, da to, kar sem ti prej rekel, attention whore. Vsak ima rad pozornost. Ampak kako pol s tem delaš? A si to prese, pač si ponotrano, pa se sprijaznil, pa veš, da to je? Sprejel sem to, okay. Ne slepim se, da ni tako. Ja, da ti ne ugaja. Ne? Vsak mu ugaja, tisti, ki reče, da mu ne laže. Ja. Ker človek ima zavest in zavest. Ja, res, ful sem o tem razmišljal, pa imeli smo ful o tem debat. Ker zanimivo, da skozi v črede dajemo kao ocean. Kokarkoli smo mi ta neka višja rasa, pa imamo razum in zavest, zmer se nekako v grupah zaključimo kao ocean. In smo ta neka jebena kombinacija, ker smo živali, imamo pa to neko zavest, ki nas ločuje od živali. In glih zaradi te zavesti bi rekel, da imamo to pozornost. Mi mislimo, da smo več. Mi mislimo, da smo več, da si več od ene krave pa od ene ovce, ampak nismo, no.
Mi mislimo, da smo več. In ker mislimo, da smo več, mislimo, da smo posebni in da ta naš obstoj tukaj je in sploh in da je to treba zapisati, ovekovečati in da vsak mora vedeti, kaj jaz počnem. In vsi se trudimo biti opaženi in vsi rabimo potrditev. Zdaj pa vsak se jo najde na drug način. No, ampak vsak jo manj, vsak jo rab manj ali več. Jaz bi rekel, odvisen, koliko si bil damaged v svojem otroštvu. Res, samo ta komponenta je. Ne vem, zakaj bi pa recimo ful rabo. Ja, ok, sam po drugi strani, ampak veš, se mi zdi, da trezen pač premislek ali pa razmislek o tem je pa dosti nujen, da ne rataš ali duši, ne? Ja. Veš, ali pač res, pač arogantno ogaben, ne? Pač tako, ampak tako, kar se ti hitro lahko zgodi. Jaz sem mislil, da sem bil. Preden sem se znal skanalizirati to, da sem bil dosaden, zoparan, ker sem bil all over the place, skozi neki zvoki, nastopaš konstantno. Ampak če te nekdo gleda na ulici, si mu zoparan, ven se mečeš, če pa ti osmisliš to, in kanaliziraš v videe in se spraznaš se, ne rabiš težiti več družbi. Pa lahko sam hodiš po ulici, ne? Ja. Brez da bi imel neko težnjo, da bi zabaval folk. In jaz bi rekel, da sem samo skanaliziral te svoje demone. In zdaj sem jih sprejel in sem delno ozdravljen. Ok, lepa. Ja, ok, pa zdaj film, ne? Film. Kjer imam tako eno kontroverzno vprašanje, ne? Napreden sploh greva, ne? Ljudje zdaj sploh ne, kdo tega ni gledal, realno gledan, ne? Ampak zakaj ima Jože Robežnik, ne? V kredicih je napisan kot Jože Robežnik, čeprav mislim, da nič ne reče. On kaj reče? On nič ne reče. On je samo on kedi tam na golfu. Sicer odličen homoerotičen kedi, ne? Zato, ker je imel line. A je imel line? V Rough Cutu v originalu je imel napisan line, sam pa smo ga zaradi dinamike porezali ven. Ampak njegova vloga... To sem hotel. Meni je že full fest, zdaj bom naravnost povedal. Ja. Ne bi ga zaradi tehnikali mogel fukant ven iz kredicov. Ok, v redu, zanimivo. Meni je tudi to naredilo, ampak sem mogel to vprašati, no, ker to sem takoj opazil. Ker drugače bi Jože prvi mišljen, da bi on igral tega šefa, se pravi generalnega direktorja, kar ga je Uroš Albert igral. Sam pol smo rekli, če je naš direktor, tak kurpulenten momak, pol je takej na večji funkciji od njega, lahko sam še širši, pa še bolj globi glas ima od njega. Okay. Hierarhično gledano. Če daš pa Jože to funkcijo, pa nekako ni. Ja, štekaj. Vsaj meni tako zgleda, da mora biti generalni direktor bolj ogaban od direktorja. Do direktorja, ok. Da se stopnjuje. Ne? To razumem, ja. Pa smo pa naredili to rošado, ampak Jože je pa vstal. No? Ok, no, gled, to zdaj, ko so dali kontroverzno vprašanje mim, ne, što bilo res treba. Koliko cajta, prej, ki si rekel, ne, da ste pač naberali, da ga boste naredili, ne? Pač koliko cajta je, kdaj je to začelo nastajati? Sam časovnico, ni treba mi zdaj meseca, ampak tako, do polke je vam pršel. Koliko let, kad sklepam, da so leta, ne? Pa jaz mislim, da je, se pravi, če rečemo od pisanja scenarija, pa do prve predpremiere, da smo nekje let porabili. Okay. Ker to je bilo, na 1, 2, 3 smo se odločili. Ne? Nekako smo... Ampak kako to zgleda? Sorry, ta del mene... Da skrajšam. Si me upoznal, Rečemo, da vsak kreativc se pahne v depro, da bi pa lahko nekaj dobrega naredil. S tem, da sva midva z Marjetom prišla v neko fazo, kjer so se bližila 30-ki in rabiš zadeve osmisliti. Midva so pa do te dobe štancale neke virale, kjer so bila glubga sem si počasi začel počutiti. Okay, a je res to, kar želim? Mislim, ne bom tega mogel še 20 let početi. Plus za vsak mesec moram fukant nek video ven, ker z vsakim pojavljanjem riskiraš, da se malce oddališ od gledalca, ker se zasiteš. Zato jaz pazim, koliko se doziram, oziroma čim manj se radoziram, da so ti ljudje lačni, bolj kot da jim gre že počasno kuraca. Ne, da sposobni. Tako je. Zdaj s tem filmom smo bili res povsod in mi je že kar mal... Ja, verjamem. Ker recimo v distribuciji so si želeli, da se povsod in vedno v vsaki priliki pojavljamo, ker je to dobro za PR filma, which is true. Ampak mi ne delamo tako stvari, mi delamo stvari z mero dobrega okusa. Zaprav, zakaj bi mogel iti vsako kurčevo revijo, pa skozi iste članke ven, da je film je vzun, dejstvo je, da je film vzun, pust folku izbiro, ne jih rejpat na vsakom koraku, 5, ker boš dosegel kontraefekt. Veš, kako je bilo, ko si odraščal, bolj so ti to stari nekaj ponavljali, bolj si hotel kontra. Ja, kaj drugega, ja. Plus revije, radio, ne vem, ni da ni, no. Tako da
smo rekli Jumbo, to pa ne. to pa ne. Ampak, kaj me pa zanima, koliko je bilo pa tega feelinga, mi pač na YouTubeu že toliko cajta nekaj delamo, tam je toliko in toliko ljudi to videli, obstaja pač že neka publika. Ne? A je to bilo tako za samozavest, a veš, se sploh lotiti filma, pač komponenta, ali rečeš, film je čist neka druga stvar, to se ne bo prenesel, a veš, v gledalca v kinu, a ne. Pa se si kar zadeval. Ne? Se pravi, vedeli smo, da moramo narediti nekaj več, kot samo te viralčke, zato ker imeli smo oglede, imeli smo folk, videli smo, da nas pač spremlja dosti veliko številka ljudi, ampak nismo bili priznani od strani državnega aparata, ker vsi zanikajo internet, to sam veš. Veš, a ne? Ja. In se delajo, jaz bi rekel, se glupe delajo, ne morejo biti tako oskogledni, ker internet... Ali pa so lahko, ampak ja, ok, fair enough, ja. Ali pa smo tako specifični, da nas zanikamo. Ne. To je noro. Ta slepa pega je, to mene iritira na dnevni bazi. Mislim, to je... In zdaj recimo po filmu so se najdeli neki ljudje, ki so ugibali kao, odkot zdaj ta naval v kinematografe. In pol, ko so ugotovili, da smo imeli že fan bazo, pa so pa rekli, ja, ni čudno, da so imeli toliko gledov, če so pa šli te njihovi fani v kino. Ja. Lahko je tako napolniti kino dvorane. A daj ga sred. Ja, točno to. A ne dela vsak ustvarjalec za to, da bi imel neko fan bazo in za to, da mislim... Ne, ni to res tako. To je to iskanje neki... Ampak dajmo najti neko točko, kjer bomo razkrili, da je to varanje ali neka bližnjica. Ni bližnjice. 7 let smo delali vsebine za ston, za folk. Točno to, ja. In kaj ti to pove, da je pač, da mene osebno boli kurat za denar. Denar je stranski produkt stvari, ki jo delaš. Zdaj lahko to rečem po filmu, ampak recimo 7 let že freelancem, ne delam nikjer in lahko rečem, da se da živeti. Ne glih bogato, ampak lej. Jaz sistem, kar počnem, kupujem čas. Iskreno ti rečem, ta sistem, v katerem živimo, ti jemlje čas in ti ne moreš delati svojih stvari. Ja. Zato, ker moraš rintati za enega drugega. Jaz si kupujem cajt, da lahko analiziram ljudi, analiziram glasbo, film in da se pač, da delam kar čem. Ampak, to mi je ta zanikanje interneta, ne, ker je, pač to je noro. Ampak, kaj me zanima, koliko to mene to res ubija, ne, tako iz dneva dan, ne, ampak koliko pa tebe, a veš, 30 milijonov ni malo, to bom rekel, ni medijske hiše, cajtanga, govorim radio, govorim TV, govorim karkoli, ki bi levo nogo bi se ljudje odrezali, da bi vedeli preverjeno, kar je na YouTubeu fucking preverjeno, to je tudi treba vedeti, da bi kdorkoli to videl tega, razumeš? Ampak nič pa to za sabo ne potegne, tako kot si rekel, veš, na tej pač družbeni ravni pa še zmeram, leta tudi 2017, še zmeram ni toliko zavedanja, da je to, še zmeram gre vse po to starih kanalih, a veš, tako kot se je pač za zadnjih 30 let dogajalo, tega se pa pač ne zazna, ne glede na cifre. Zato se pa treba vprašati, a se ne zaznava, a se namerno to tlač. Zato, ker, ne vem. Zelo smo majhen, pa zelo smo specifičen trg. Danes sem bral članek, da Hollywood propada, se pravi zadnji pomah pred potopom. In to mi že dalj cajta vemo, da je to pač dejstvo. Mislim, da Hollywood propada, oziroma da film propada. Zdaj imaš te serije 10-delne, to je zdaj nek trend, kamor gre naprej film. Ampak pazi to, film propada, mi smo pa v Sloveniji pa s filmom recimo, da zdrmali celo sceno. Tako da bi rekel, da je res specifika. Ampak, sam to dostavim, ampak po drugi strani pa tudi tako, pa je začel Amazon svoje filme delati, pa Netflix filme delati, razumeš? Ampak so na netu, a je še čist druga, mislim, veze nima s tem, a veš, kar je ta stari kanali, ko obstajajo, zaradi tega je meni v bistvu, jaz sem bil toliko vesel, ker pač vam ratal s filmom, a veš, zaradi tega, ker ne glede na to, na te izgovore, so imeli bazo, whatever, se mi zdi pa res ena taka, tako res daje legitimiteto tudi tizmu, kar ste prej delali. A veš, kako če ne, v teh strukturah ta starih, razumeš, če je pa film ratal, a veš, pa to pomeni, da pol tist folk, ki je tam gledal na YouTubeu stvari, pač to res so neki ljudje v Sloveniji, njih malo, To mi je recimo zanimivo, ker aparat reče, to je internet. To je, ja. Samo oni se ne zavedajo, da tiska klikne na video, klikne
prostovoljno, zaradi svoje želje. Ne bi pa rekel, da je na televiziji isto. Ja, to je pač užgan, ne? Ti imaš tok in tok programov in se na koncu zadovoljiš z nekim, rečeš, kurc bom to gledal. Ni več tega aktivnega, ne? Ne, ti na internetu točno veš, kaj boš gledal in točno klikneš tist, kar želiš, se on demand, dajmo reči temu. Na televiziji pa izbereš pač najmanjši trash, greš gledat. Ker imaš te reality showe ob teh pa teh urah, če ne gledaš tega, boš na koncu postal na Netflixu, po moje. Ampak izbereš najmanjši drek na televiziji, jaz si to tako predstavljam. Pa veš, da ne zmeram najmanjšega, ampak okej. Tako je, tako da se pravi ne vejo, kva govorijo oziroma lažejo, ker glih na netu veš, kva je dober, ker folk si točno to zbere, imaš like, dislike bar, plus imaš komentarje, kjer z besedami napiše je za nič ali je smešno, da televiziji tega ne vidiš. Vse je Nielsen, pa potem, veš, ob 4, pa tako, od 7 do 13 so pa to gledali, ne, to pa, ne, mislim, a veš, ne. In 400 merilimi napravami merimo 2-milijonsko nacijo. In seveda, naš medij ima doseg 200,000, to je 200,000 na dan, to je, seveda. Pa kje, komu, kaj, sploh, noro, res, mene tudi to znervira me od dno duše, res. Ampak zanimivo, zanikajo to, Pop TV pa naskrivaj zdaj šel pa vojo injekcije, ker bi pa radi vse se postavili nekako bok. Sej tudi tam ljudje obstajajo, ki vejo, ne, razumeš, da to prihaja, ne. Na eni strani zanikajo, na drugi strani pa vlagajo noter, ker vejo, kva jih čaka. Točno to, ja. Ampak je to, kar se je Zeitungom več ali manj že zgodilo, ne. Razumeš, zdaj prihaja še po recimo TV in radio. Recimo. Tako. In zanimivi časi nas čakajo. Definitivno. Res, ker mi smo za Zeitung in vidiš, da še zmer zanikamo internet, medtem ko pa na drugi strani sveta je Netflix temelj ratov gledanja filmov pa vsega. Pa veš te številke, koliko ljudi njim dejansko in denar da, razumeš, in to. No in dobro, bo še mal film predstavil, nekaj, da se bi tam pogajal, ampak ena stvar, je še en moment ful važen. Veš to, da ljudje pač denar dajo, ne, recimo, veš, kje so res dali za film, ne, ki so šli v kino, a ne. A veš, se mi zdi, da to je pa edina stvar, recimo, ki je pa pri nas failer, kar se neta tiče, a ne. A veš, če bi vi lahko nekako, nočem reči, te beseda mi gre tok netra, ker je res to grozno, ampak monetizirali, ne, ampak hočem sam reči, ne samo kar se v glasu tiče, veš, če bi obstajal lažji način, da bi fani vas podprli, ne, znotraj, a veš, YouTube ali pa, a veš, kaj hočem reči? Ta moment se mi zdi malo drugačen, zato je meni tudi toliko všeč, da je ta film ratov, ker se mi zdi, da je bilo veliko tega, da so ljudje vas gledali na YouTubeu, so rekli, te so naredili film, ne? Razumeš, pa greš, za filmsko karto beno ni panega denarja dajati. Za internet pa Za internet je pa kaj? Tako nič videa novega, mislim. To je ta dvorezni meč. Ja. Pa, mislim, ta korak preuzgojena še čaka, zato ker, vse veš, v Nemčiji se piratstvo kaznuje s položencem na dom, isto hitro pride, kot kazen za prehitro vožnjo. Zdaj, daš film, dobiš čez en teden, ne vem koliko, 350 evrov kazni. Kad to pride, bojo pa dajali. Do takrat bojo pa downloadali komutavi, ker to so pač izkoriščamo zadnje te faze, ampak takrat bojo po moje se preuzgojili, ker smo navajeni, da je zaston. Tudi muska je šla v kurat zaradi interneta. Tako da ne vem. Ta optimizem bil. Čakajo na zanimivi cajti, pa mi je pa fajn, ker imamo pa tle že znanje in folk na tem. Čakamo jih. Čakamo jih na obrežju, dan Normandija. No pa jaz tudi mislim, da te čisto mali zdaj, ne, resmo, ko pa sam na netu živijo, ne, se mi zdi, da se ti prej prenasičajo, če ti nikoli nisi plačeval revi, ne, nisi nikoli plačeval, recimo, TV-ja kot tazga, ne, se mi zdi, da ki je tok te vsebine, pa res dobiš fene. Jaz mislim, da te, ki so zdaj, recimo, 18 stari, 20 stari, ne, če te ljudje nekaj najdejo, ki jim je cool, ne, a veš, se mi zdi, bojo lažji tudi po 30-ih kaj podprli, polke vejo, se mi zdi, da malo bolj štekajo, veš, starejši me pa to že, to je net. Starejši ne bi dal denarja, pa zato, ker se to je sam na netu, ker mu to nič ne pomeni, ker je pa na TV-ju neki, ne, to je pa, prijatelji. A vidite, sin je bil po TV-ju, moj bog, pa v bistvu več vreden, če te je na netu eden najdu, rekel, jaz bom pa tega le gledal, pa play pritisnil, ali pa zato, ker si bil po nesreču neki oddaji, ne, recimo, ne. In to ti pove, kje živimo. Ja, več ali manj. Pa se to ni sam pri nas, stari, veš. To ni toliko za podcenjevati, veš. To je posod je tako.
Enostavno, da v Avstriji obstaja nekdo, ki je delal YouTube video, da je brutalen hit, razumeš, pa tudi do filma ni prišel, stari, pa oboleva. Na ORF pa razumeš, gledaš, le kaj gledaš na ORF, stari. A viš, da ni enega modela. Pol je pa to res, kdo upravlja državo. Mislim, tista starostna skupina, ki upravlja državo, tista ima nadzor nad mainstreamom. Ne samo državo, pol tudi medije, tudi privat medije, razumeš, to je pač nek folk, je neka druga generacija in pol viš, da so vsi zahakljali te reality šove in to je to pač, neki najnižji skupni imenovalci. Sam to so ljudje stari jaz bi rekel nad 35, zdaj v tej fazi. Ti, ko prideš dan, ko si zmozgan od tega, ko si tam rintal za enega majmuna, pač pržgeš TV, to je to. In gledaš tist, kar imaš. Pa upaš na malo boljši. Tako. In si rečeš, ti talenti so že res pa seja na 8 sezon ali koliko že se nima veze. Ampak si videl ta malo, kako je pela. Ampak zdaj imaš pa zvezde plešejo. To je pa čist drugo. Drugače. To je pa čist drugo. Bomo to gledali. Je pa res, da tam, kjer se je pa, sploh tudi v Sloveniji, kar se mene tiče, kjer se je pa TV prilagodil, pa kar se produkcije tiče, ker se je ta HD zgodil, se zdi, da je pa bil nek mini korak, tako, veš, tako well-oiled machine mi vse zgleda, in nacionalka in komercialci, veš. Se mi pa zdi, da ni več tako, ni več te neke statike, se mi zdi, da klepa malo tega vpliva interneta se je zgodil, se stvari malo bolj, saj hitrejše so, da naš predaleč. Veš, ne boš preveč nočem, pa ne da preveč hvala, nočem tudi preveč, ampak tako se mi zdi, ker meni je ta estetika, kar se na YouTube je meni top, veš, tudi to zdaj, ki z Joco to malo pomagam, to stvar, ki jo delam, meni je to lepo. Jaz sem že toliko cajta na netu stvari spremljal, tudi to, kar ste vi delali, razumeš, pa ne sploh, da bi upravičil, ampak to je res, to je svoja forma je to, Se mi zdi, da je zmeraj več folka, ki to zmeraj bolj spoštuje, gledalcev. Ja, zato, ker jaz bi rekel, kar vidiš na televiziji, je samo sebi namen. Jaz to tako doživljam. Jaz mislim, da televizija se nikoli ne vpraša, kaj bi si gledal želel gledati, ampak kako lahko tržimo na njih. Na netu pa ti veš, da delaš za gledalca. Ti moraš nekje na pol poti delati za gledalca, če ne te ne bo gledal, ker si odvisen od klika. Njemu nekako prilagajaš vsebine, dočim televizijo boli kurac. Tam so pač itak polnici, pa vglasi, pa to, pa pa Se to, ampak gre res za ta, ker tebe mora na netu človek aktivno poiskati, aktivno te mora poslušati, gledati, veš karkoli brati. Ni tega, začer sem se ulegel na kavč, pržgal, pa se je neki rolal, in je to več vreden. Več je vreden, ker te mora eden najdati. Veš, da je, ker ne vem, meni se televizija zamerila že zdavne, sploh ta naš aparat, ker sploh pa po komentarjih po filmu, recimo, so se mi še bolj zamerili. No dobro, ti si je bilo. Zato, ker sem jezen, zato, ker je kva bašete, pizdava materna. Res, tako le bom povedal, sploh ta naša nacionalna televizija bom izpostavil, mislim, treba se zavedati, kje živimo. Ne bom nobenega disal, samo želel bi povedati, da se moramo zavedati, kje živimo. Nacionalka je sama sebi namen. Oni pač generirajo vsebine, brez da bi se kdaj vprašali, a to še kdo gleda ali ne gleda. Jaz imam tak feeling. Ni pa nujen, da je res. Ampak je pa dejstvo, da so sami sebi namen. Imaš pa Pop TV, ki pa že študira, pa vleče konce, pa kupuje licence, pridejo gledalcev nasprot, ampak na ta način, sem ti prej rekel, kako bojo tržili na njem, kaj njega zanima. Pa imaš pa še ta drugo, oziroma ta tretjo, oziroma drugo komercialno televizijo, ki pa odgovarja samo popu oziroma vladajoče televiziji. Se pravi, kar oni naredijo, teli odgovarjajo kontra. Nimaš te kvalitetne konkurence. Ja, ok, fair enough. Tako bi to mogli biti. Se pravi, da bi vsak probal narediti najboljši izdelek in naloga druge televizije, da bi mogla boljš narediti in tako bi se dvignila kvaliteta. Ne pa, da tele boli kurac, kva počnejo, ta pa naredi reality, njegov odgovor je reality, ampak sam druga licenca. Nikoli se zadeve ne bojo na boljš premaknile na tak način. To je dosti res, ja. Čeprav jaz moram tako reči, jaz te stvari zmeraj tako gledam, jaz sploh pri TV-ju, mi je še zmeraj kul, da in na nacionalki, veš, in na popu, recimo, ne obstajajo, veš, pa neki žepi ljudi, veš, ki pa razumejo nekako ta kolesje, v katerem so, pa potem boljš delajo, Še pa res, da je tega res premalo, to se ful strinjam, da je pač cel ustroj. Ampak veš, ti imaš tudi na popu kakšne stvari, ki so dejansko proper narejene, isto na nacionalki, razumeš, kakšna oddaja se veš. Mislim,
Jaz govorim bolj o zabavnem programu. Ne. Računalka mi je kul, ker imaš stvari, ker jih nikjer ne boš videl. Ne, ampak jaz tudi govorim, kar se zabavnega programa tiče. Razumeš, vsake dok cajta se zgodijo neke stvari, ki je tako, okej, ne, to je pa, veš, če bi bilo vse takole, ne bi se pa nekam premaknilo, ne, ampak se mi zdi, da pol te stvari nekako hitro zginejo. Ampak zdaj si v bistvu govoril, ker pride nekaj dobrega, si rečeš, okej. Je na robu povprečja. Vem, ampak ta stara okej, pri nas je Holy Mother of God, ne? Kva bi bilo, da bi bilo vse ok, samo ok. No, in zdaj se pa še do zaključka, da je standard kvalitete pod standardom. Ja. To je problem. Kaj se jaz kle zmeram pri zabavnem in to tem, kako dobro vprašanje bo to, saj men. To se pa zmeram na Godlerja spomnim, ne? Ker on pač takrat so nacionalke v neskeče delali, rekel, da ne. Da njega v bistvu najbolj boli, ne, tako je rekel, da pač nikoli se ni dajal cajta, da bi ti pisal stvari, ne. Ja. A veš, kar se zabanga, zmeraj bilo, dal se je posnet, bilo je lahko 20 delov ali pa 12 delov ali pa 6 delov, pa vedel se je, koliko bo trajal, pa cela mašinerija, pa kamermani, pa lučke. Zato je vse bilo, da bi ti pa en dal cash, ne, da bi ti pol leta sedel v eno sobo, ne, pa pisal, ne, to pa ne. No, to je pa odgovor na prejšnjo temo. Ja, okay. Se pravi, nobeden ne dela na dobri vsebini, ker očitno je vsebina zadnja. Ja. Ampak zato mi je pa noro, ko pa gledaš produkcijo, ne, so pa stvari že proper narejene. Ja. In nacionalka in to, tehnično govorimo. Valjda, tehnično je najlažje upravičati, da si v toku s trendom. Ja, okay. Ali posnameš s HD kamero, da narediš par gunah, zoom in, zoom out, hitrih, malo bolj dinamičen rough cut. Ja, mi smo moderni. Ne moreš reči, da vašega denarja ne trošimo upravičeno. Pizda, kaj pa fucking vsebina? Ja. To me boli samo, to me boli. Ja. Ker mislim, scenaristi ne obstajajo, ne izpostavlja si jih. Ja. A ni tako? Ja. Pa meni osebno je to najbolj važen del. Ja, sploh televizija, ki jo pač, kako že, to je pa David Simon, kdo je že rekel, pač v Ameriki ne bilo zmeram, kao, da televizija je writer's medium, ne, da če je bilo kaj za pisce narejeno, je to televizija. Ja. Pač. In ti postaviš temelj, iz zgodbe izvira vse ostalo. Zdaj po naloga vsake funkcije posebej, kako bo to projecirala na trak. Prej si rekel 1 leto, Hostar, ki ste ga pisali, pa pol snemali. Kako je pa ta cel proces, pač gremo res sam na snemanje, zdaj, če se ne osredotočva, koliko cajta je trajal, pač, da se dejansko tako, pust montažo, sam, kako je principal fotografije, ali ko se temu reče, mislim, da je ta neki izraz brezvezen. Zdaj sem že pozabil, koliko točno snemalnih dni je bilo, mislim, da je bilo nekje 30 snemalnih dni, ko smo jih razporedili na 3 mesece. Ok, tako da ste imeli lufte vmes pa. Tako, ja, zato ker med snemanjem, po mojem, da je bilo to glih nekje konec aprila, je padel sneg. Vse je bilo že zelen, mi smo bili že nekaj 12 dni noter v snemanju in je padel sneg. Se pravi, ni kontinuitete. Zdaj je bilo treba počakati, da sneg skopni in razpustiti snemanje in počakati, da se vrne nazaj narava na tisto fazo in nazaj snemati. Pometati sneg, streh, grabati, razsuvati, da se čim prej stopi. Recimo, folk je zbolel vmes, neke opreme nismo imeli, ker smo mogli vrniti, pa smo mogli novo nabaviti. Tako da ja, nekje 3 mesece vse skupaj. No. Okay. Vse je bilo ekspresno. Vse je bilo manično, če ti tako rečem. Jaz kjerkoli sem rekel, s kakšnim tempom gremo v film, pa kako se bomo lotili, rekel, pismo ne vem, no. Meni se zdi navrat na nos. Se je navrat na nos. Kdo je rekel, da ni? A pa ste tam, gremo reči temu zaradi pač YouTube videotov, ne? A ste tam, a je bilo lažje delati, glede na to, kakšen je bil tempo, ne? A že ste videli, ok, to pa imamo, ne? Ni treba še 4-krat neki ponoviti. Tako, veš, ker se mi pa zdi, da če vam je pa kaj dal YouTube, je bil pa zid sleder za neke te zadeve, ker so filme zelo set pisas, ne? Tako, to se kle dogaja, pa je ta scena, ni nekih ni glih karčejsov, no to hočem reči. Ne, se primerno budžetu. Hvala Bogu, ampak hočem bolj tako reči, a je ta zid sleder prav prišel ali je bila na kakšni točki to tudi uvera mogoče, ali ne? Nismo. Prijaš se postavili pa na juriš pač. Tako, mislim, nismo imeli nobenih problemov lih zaradi tega, ker smo bili že vsi olaufani, vsi liki so bili več ali manj vzpostavljeni, oziroma smo jih že igrali. Nisi se rabil nekaj preveč iskati tam na svetu, vsak je vedel, koga špila in sam piči. Edini problem je bil v tem, da smo mogli, ker smo snemali v ta pravem hotelu, ni bila kulisa,
Ta trg je bil zato, da se sliši, zato ni bilo tega votoga zvoka. Ampak zaradi prostorske stiske je bilo dosti zajeban kadrirati, pa osvetljevati zadevo. Ti za unim šankom, tisti ne vem, kako vam je ratal. Po prvič povedal. Veš, kako je tisti ratal. Tako da je bil kamerman na moji desni, na moji levi je bil pa sound guy spod. Jaz sem imel pa, mislim, da nekje 6 centi manevriranega prostora. Ne mahati, ne se premikati. Fuck. In si pač, kar direktor reče, med filmom je v bistvu moto tega filma. To je najboljš, kar imamo. Nimaš kaj iskati. Kaj pa, če bi imeli, nimamo. Ja, nima. Ali pa, če je ta šot slab, najdrugega. No, se to, in pa je še, pa ta vprašanje, ki sem ga režil, par ljudi, ki so bili, tudi Mačtiča, pa to ne. Poste, ki ste pisali, ste se zavedali vseh teh umitov, ne? Je valjda. Pač to vam ni problem. Ben ni razmišljal, pogre pa na vesolje. Kje pa? Ni bilo, nič, to je bilo vse. To je meni ful všeč, mene to zmeraj bolj fascinira, ker ste se toliko navadili iz tega neta, isto je Mačin, isto je Godler, star, isto je Joco, ne, ja. Veste, kva se da, pa kva se ne da. Zgodbo prilagajaš budžetu. Ampak se mi zdi, koliko je to enega mentalnega napora, če ti o tem ni treba razmišljati. Ne, da si ti neki že zapelal nekam, ne, pa rečeš, goddammit, to se pa navdal posnetke. Po moje, vi veste iz nule že, ne. Ja, to, če ne veš, kam moraš iti, pa kam. Takoj že sprot klestaš. Prav, lahko bi imeli to, pa to, sam veš, da to stane, to je treba cesto zapreti, ta odsek. Moraš iti na občino brez veze, škoda cajta denarja, raj tja prestavimo, pa isti efekt. Zato pravim, da je važna vsebina. Ker če ti narediš dobro vsebino, zamotaš gledalca. Da ne vidi ostalo. Da ne vidi ostalo, ok. Ta lava lepa. Ja, ok, sej. Zato je televizion. Ok. Zdaj bom prvo povezati, kar sem na začetku pogovarjala, pa film, ne. Je pa ta podsta, pač ti liki so, kar so. Prej si rekel, trofazni, kle, mislim, da je to čisto isto lahko rečeš. Eni so, se prepoznali, eni, ok, se norca, eni pa iz sebe. Ampak, je pa kle, z izjemo teh nekih direktorjev, ne, ki so pokvarjeni, gremo temu reči. Je pa za malega človeka, ne, tudi tega, kar sam dela, kar inta, ste pa vsem dali neko to, so pa vsi dobri ljudje, ne. Veš, kako če ne reči? Meni je ta z Štrudlom, ne? Ta scen, to mi je najbolj v glavi ostalo, v bistvu poleg Joca tam na začetku, pa pol na koncu, ker sem videl, da je v kredicih, pa nisem vedel, zakaj. V glavnem, najbolj mi je res ta Štrudlom, pa ne, kot joke mi je cool, pa to ne, ampak pol, kar reče za vas 10, ne. Ta del me res, zdaj, ne vem, kako mora to razlagati, itak so vsi videli, pač kao 40 € rečeš, že Štrudel, itak nima Štrudla, 2 švaba sta in bi jim prodal za 40 nariban jabolk na kruhu, ne. Ampak kva je nauk tega, še zmeraj je nategnil. Okay, ampak ne toliko, kar bi jih lahko. Ampak meni je to pomemben moment, ker ne izpade čip, da sta res se ne zabavam, jaz sem to ful resno vzel. Res, ker če bi bila una 40, bi rekel, come on, ne. Klepa vse, pa tudi dejansko prostitutko izplača, da se z njo poslušaj me, daj pusti mi kle, da sem mal filozofski pa to. Ne se jaz zavrt. Ok, ampak me je to ful všeč, ker se mi zdi, če ne bi bilo teh mini detajlov, razumeš, če bi on jo sam pač tam izplačal, ali pa da bi se sam požgal, pa bila sam zaljubljena, da ne bi šlo to tako daleč, da je, poroka, čeprav je pol poroka, da je joke, pa da je doma, pa whatever, ampak meni je všeč, da so te neke človeške, kjer se vidi, da so to dobri ljudje, vsak malo zase skrbi, ampak ubiti so pa dobri ljudje. To je namen tega filma. Ljudskost, ker je narejen je bil za ljudi. Se pravi, mi nismo gledali, kako bomo potržali, mi smo samo hoteli, da je temu folku, ki dela, ki blesov, ki jih aparat zmeraj tlač. In ne priznava, tako ne priznava interneta, za njih smo naredili film. Se pravi, dali bomo njihove zgodbe noti. Sam veš, iz kazinoja je ta fora, recimo. In tak bi ga vlupil, sam pa preden ga vlupaš, če si dober človek, pa če si delaven človek, veš, da da ne. Ker če tebe eno vlup ni dober. Ampak ga vlupaš tok, da si pred Bogom fajn, pa da kaj spiš zvečer. Ampak ti povem, da zato ti pravim, ko si prej rekel z nekim klesom, jaz mislim, da če ni tega, da čip izpade. Siguren. Tok čip izpade, ampak to je pa ključno vprašanje, ampak
A pa misliš, da če bi pa naredili brez tega, pa da bi čip izpadalo, koliko misliš, da bi bila pa dejansko, zdaj bova skoraj šimfala gledalce, ampak koliko bi bila drugačna reakcija? A misliš, da bi ljudje še zmeraj hodili, pa bi se vsem da bi ta naslajanje, ki si prej rekel, trofazala, a una tretjina, ki se naslaja, recimo, koliko so oni, misliš, da veliki? Pa to zdaj tebe osebno vprašam, ne zdaj mi govoriti, koliko mi, ampak koliko ti misliš, kaj iz sebe gledaš? Pa kar greva, ta metafora me zmeraj bolj všeč, ta trofaznost, koliko je to 30-30-30? A veš, ali imaš feelinga, da je več teh? Jaz bi rekel 40-40-20. Tako? Ja, 20 je teh, ki štekajo. Ja, ki jih zmeram najmanj, ker tisti, ki štekajo, nikoli ne puščajo komentarjev. Ja, smo se naučili, ker njemu jasen in ti ne bo pisal haha lol, ker se je doma nasmejal. Ja. Tisti, ki to je, kle se to preveč razumeva. Ja. Mal mi pihaš na dušo, ker to je res. Ja, zato, ker oba se zadržuje na internetu in jaz analiziram, kaj se okrog mene dogaja, zato da se kaj naučim. Očitno ti tudi. Če si z cashom uložil opremo, pomeni, da bi rad to še delal. Definitivno. In to pomeni, da se moraš učiti. In res je najmanj, kar štekajo. Najmanj jih. Jaz imam pa tako, jaz tam malo tem popravil, če iz mojega zornega. Jaz pa mislim, da je tega folka veliko več, a veš, da je tega folka veliko več in moj cilj je, ko karkoli na internetu gledam, da probam te ljudi v bistvu zvabiti, da karkoli napišejo mi ali pa reče. Što je pa? Razumeš? Res, ker jaz bi rad od tega folka največ slišal. In to jaz mislim, da so tudi ljudje, recimo mene, ki me res podprejo, ki cash dajo, razumeš? Jaz od teh, ki so mi dali, jaz ti povem, da z 80% mislim, da nobenega stika nikoli, stari. In to meni, veš, jaz bi rad od tega, to zdaj zgleda, da prosim, ampak to res, prosim, ne tako je imati, ampak res, ful si dobro to rekel, da unkeš nekaj, pa načne. Ne, ja, ampak ker ne mu jasen, pa si naredil in ti ne boš upisati haha, zato, ker se je doma nasmejal. Ampak zato, ker je ta film to kratov, zato imam jaz gojim neko upanje, da te, ki so šli gledati, da se strinjam, mogoče je res, nam rekel 40-40-20, ampak jaz bi dal vsaj na tretjine to stare. Jaz bi rekel, da je to vsaj ekvivalenten, če ne bi mogoče do 35, kot tem, ki štekajo, ker če ne bi to ljudi šlo to gledati. Če imaš ti prav, smo itak na boljšem. če vam pa jaz prav, sem pa potrdil, da imamo čredni nagon. Ok, jaz upam, da imam jaz prav, stari. Jaz tudi upam, da boš prav. Ja. Ampak mene zmeraj zabuba, ko vidim končni rezultat, ker te, ki bi jih, tako si rekel, jaz bi tudi rad od njih kaj slišal, sam nikoli ne slišaš nič od njih. Ja. Slišaš, če ga kje srečaš, v lokalu pa reče, svaka čast. Pa te, ki prijo, pa so tako, kaj čist drug pristop, čist drug. Tega. Ja. Lepo, dober dan, živijo, kva je zdaj, svaka čast za to, kar delate. Ja. To je to, kar bi si vsak želel. Ja. Imaš pa pol, od do. Je pa res, da ti si delal v kazinoju, jaz ne. Tako da ti več veš, ne. Imaš par dimenzij, ki jih jaz nimam. Če folk še, jaz iz tega izhajam, če folk še zmer gleda masovno reality pri nas, pol veš, da neki ne štima. Ker vsak ima izbiro gledati ali ne gledati. Če lahko že 9-tič gledaš talente, pizdano. Kaj ti me sam rekel? Jaz dokler, če bi bili sam talenti, bi še rekel, ajde ne. Polk vidiš pa une ID Discovery kanale, ne. Razumeš? Ja. Tist mene ubija. Ja. Tist je pa men. Jaz tistega fizično ne morem gledati. Pa si tak TV nič ne gledam, jaz vse on demand gledam. Čakaj, to so skozi te rekonstrukcije. Ja. Women who kill. Ja, to moj kolega sam gleda. Ja. Jaz, pa res, ne se sliši ali vzvišen ali elitističen, ampak to je tak sran, mislim, to je res to ni najmanjši skupni imenovalec, to je, ne vem, kako tem, res grozen je, ni besed za te stvari. In v tej luči, mi pol gledam, zvezdne plešejo, pa sta Pole s Palado, ki sta ok, razumeš, pa rečeš, pa ja, ok. Mislim, ne da je to v redu, ampak ni pa ID Discovery. Pa ti povem, stari, da če bi res lahko preverili, koliko ljudi ID Discovery, te številke se jaz bolj bojim, stari. Bolj se jo bojim. To je kot nek priročnik za sociopat v razvoju. How to kill neki, ne vem, se pravim, da imam kolega, ki to gleda, pa ne štekam zakaj, ne štekam. Ker najbolj patetične so mi rekonstrukcije umorov. Pa letalskih nesreč. Ko se zmeraj začne, kaj intro sketch, hi honey, ali mislim, ta mala drži zajčka v naročju, mati daje eno spodbudno besedo, the flight will be over soon, honey, pol se zabliska,
dim iz motorja, pa smo pa že v akciji. Ali pa sta dva na večerji, romantična večerja, pijeta vino, se ful zabavata, pa je pa čez. I didn't know I married a murderer. Ja, to je. He was so sweet at first, but I guess that's the case with all the psychopathic murderers. Pa so zmerno neki detektivi, ker niso v življenju bili v telovadnici stari. Nek folk stari. Prek detektivov šele vidiš, ko so Američani grdi. Ja. Zato, ker morate pravega detektiva dati, ker ni bilo castinga vmes in so skozi zaripli prašiči. Noro. Veš, kakšni so meni? A se spomniš od Mobija spot? Natural Blues, ki je bil zavalen. Taki so. Pač tam vidiš ta pravo Ameriko. Ne? Tako. Tam vidiš ta pravo. In ni rožnata. Pa še eno stvar v tej luči. Ne? Pa je pa tako, ki si rekel, kar je pa res malo kusno. Pa sem pa gledal na Netflixu ta Making a Murderer. Ti si pa top, stari. Pa gledal sem tale od OJ-a, ki je Oscarja dobil dokumentarc OJ Made in America. Vrhunsko. Ampak tem, tudi ki jih jaz poznam, ne bom jih imenoval, ki gledajo ID Discovery, jim ne moreš dopovedati, da je to pogledajte. Saj poglej to pol. Ampak ne. Stari. My sister married a psycho. Fuck, man. Jaz sem pa jezena, kaj pa na te pawn shop era. Vse mu zastavili, pa vse mu kupili. Veš, kaj ti povedal? Ti, pa te Storage Wars pa to, ne? To je. Jaz, enega, ki ga pogledaš, ti je cool. Meni je eden del, mi je zanimiv, ker je od škatlo odprl. Pa ki ta petega vidiš, pa ki vidiš, kako je to zmonteran, ki vidiš, da je več ali manj vse fake, pa da je res tako pripravljen, pa ne, pol te pa mine. Ker jaz watchim, pa ti tudi veš, ka montiraš karkoli, ka watchiš ti template, ne. Ti veš, da ima v primeru ima project za vsako epizodo, pa ga odpre pa ima marker, je pa moje že kar novo. Itak, ja. In pol, ki ti se enkrat dojameš, škoda mi je cajta. Itak, ali pa, ko pogledaš ne samo Storage Wars, ampak še neko drugo varianto in ugotoviš, da je v bistvu tako, da je sestavljen kot boy band. in pač ta sistem se pojavlja povsod, recimo CSI. Kjerkoli CSI imaš, ali pa te Law and Order. Nek geek je na računalniku, pa imaš, en je blond, en je črn, neka dobra bejba, ta je verjetno blond, moraš imeti tudi rjavo. In skozi je ta nek komplet za vse. Rjava ima bolj tam ne misli, ne. Ona je bolj svež, ta je bolj vsako. Malo priglu pa. To jaz vsakič, ker jaz sem CSI originalen, sem ga res full gledal. LA, ne? Ne, Las Vegas, ne. Ko sem jaz tam enega cajta stran vrgo. God damn it. In pa imaš pa še te, Storage Wars je pa isto. Zmeraj je enka ful zapravlja, ki je reckless, pa imaš enega, zmeraj mi isto. In tako si rekel, drugega pogledaš, točno to. Te prvič pa okej, je pa nekaj novega si videl, vidiš, da to sploh nisem, da to obstaja, da lahko bidaš tam, sploh nisem res iskren in ti je cool, ampak pol ta tretjega je pa tako, who cares. Pa veš, kaj mi je še zanimivo, da vse od oka ocenjujejo. Se pravi, zapravo sem $7,000, tako moda je 500, tole je 300, tole je točno to. Ja, in kar nula, super. Grafika pa kar računa. Uni After Effects pa točno to. On je od oka vse, bilanco je od oka naredil. $12,000 profita, valjda, stari, valjda. Oh, God. Ok, zdaj gremo pa na to zadnje vprašanje. Tvoja strojna oprema. Me zanima telefon in računalnik, ki ga imaš, ajde. Računalnik je star že ful. Kaj to pomeni? Mislim star. Se pravi, i7 procesor, Intel... A imaš kišto? Kišto imam, ja. Kišto imaš, nimaš sploh laptopa, nič nimaš? Laptopa sem pred kratkim kupil. Aha, se to tudi HP rabljenega. Kaj, i7 ko imaš pa? i7, ta je pa i5 laptop. Ampak vse je neki rabljen, oziroma ni novo, ker... Jaz kupujem stvari tako po funkcionalnosti. Zakaj bi si kupil Apple laptopa, pa za njega dal 800, ker ti vsak reče, se na njemu lahko tudi montiraš. Ne bom nikoli na laptopu montiral, ker ga bom razbil. Ker ne moram na gunih majhnih tipkah, ker mi začne sam švicliti. In rabam stacionarca in tam montiram. Se pravi, laptopa rabam za bullshit. Za Word, za Facebook, pa za te malo plažati položnice. Telefon, sem za telefon vprašal, kaj je to, Samsung A3 ali A5 tole? To je meni bolj, ampak 2016, A5, mislim, da A5 bo. To imam? Se pravi, vse je mediocre. Nekako tako. Kaj pa, tablico imaš kakšno?
Sklepam, da Ne, res, tablice pa nimam. Ne. Vse na telefon In pišem. to neho ljudi sprašovati, stari. A kaj nimali? Ja, ker sem začel jaz 5 let nazaj, pa tako, ja, pa iPad, ko vsi neki napaljeni, razumeš. Zdaj pa rečeš, pa je dva odgovora sta, ne, nimam, ali pa ja, ampak nečno, ne. Jaz sem si, kako ti pravim, pobanaliziral, se pravi, kva rabam za kreativo, rabam sam instant zapisati stvar, da ne pozabim. Se pravi, pišem v beležko vse, ali pa največ se pa snemam. Ja, se vse posnamaš. Ja. Okay, cool. Pa vozim avto, mi neki poč na pamet se posnamem, odderem, kar imam in to je to. Pa si poglej si Google Keep, stari. Google Keep. Keep, to je od Googlea in se ti sinka, ne? In je ful dober, ker tudi lahko se snemaš, ne? In zapiske delaš, ampak je ful dober, ker je tudi web app. Sprav ti lahko tudi pol na desktopu, ne? Keep.google.com greš pol na desktopu in vse, kar si na telefonu v app vrgu, se ti tam sinka. Ja, to bi rabo, ja. A veš, če imaš to od Samsung beležka, je pač tam je in pol imaš vse. Klepa kul, a veš, ker pol vidiš na kompu, večji monitor, lahko tudi kaj popraviš, dopišeš, vidiš pol na telefonu in snemaš se, no, ful je dobra fora, no. Pa džabe, če imaš Gmaila, veš, tako kot se ostalo od Googlea, ne, pač, ja. Google ti ga zna uvaliti, ja. Ne, ampak res je dobro narejen, pa sync dela, no. Jaz tudi to, zadnje cajte sam še to uporabljam, recimo, ne. Ti si tudi bil v eni točki v Google Keep napisana, ne, tako da to moš vedeti, pač. Okay. Okay, zdaj pa aplikacije, vzameš lahko telefon v roke, daj mi jih 5, ki jih dejansko uporabljaš. Dejansko. Okay. Da vidimo tlele. TV Showtime. Okay. Se pravi, da me obvešča, kdaj pridejo ta zadnji deli seriji. Okay. Kva pa res tako uporabljam? Tlele zdaj gledam Pixlr imam. Okay. Se pravi, nisem toliko Instagram fan, pa potem Pixlr malo predelam slikce, predno se tja fukne, pol imam tablič. High five, ta star, boljša igra s kartami v zgodovini. Jaz sem kolega oziroma dva, samo to igramo. In na morju smo začeli igrati in igra se tako, da razliko v kunah plačaš. A res? To je mi 6 iger igramo, mi ne. To je najboljša igra s kartami. Jaz se ne zabavam, ta rok mene ne zanima več. Ta rok je brez veze, stari. To je igra. To je vrh, to mi je... To je moče tle. Svaka čast, tablič je. Imaš unga ta češkega, ki je res, kot so taka ozadja. Ja, po mojem je ta. Čak. Ja, ta ozadja, jaz sem istega stari, to je vrhunsko. To je igrca. To si pa, to že spet mi na dušo pihaš, lepa. Tablič je, ljudje, če ne znate igrati tabliče, naučite se ga, to je najboljša igra s kartami ever. Ja. Ajde, če veliko trave kadite, je ful dober, ker obnavljaš te sinapse, pa to, kar moraš seštevati. Četrti je, še 2 rabim, ajde. Četrti. Kvamam, ker te so vsi klasični, pa vse se lahko, če nekaj, pa Instagram šteje, stari, če se v Pixelu Instagram je treba omeniti, stari, ali ne? Daj bi Netflix pa lepo omenil. Netflix zmenen. Pa imam pa še Shazam. Shazam imam. Mislim, ni mi toliko Shazam kul, ampak kul mi je pač, da nek komad, ki ga slišim, lahko zacaknem. Ja. Tako je. Jaz sem si ga stokrat že inštaliral in potem tudi odinštaliral, ker nikoli pol tega ne uporabljam. Jaz ga bom tudi po mojem mogel odinštalirati, ker šteka. A veš, predno on naloži, preden ti še zajemne še lahko pomada že konc. Noče te disati, tudi telefon rabaš. Ampak okej. Ja, to je res, to je res. To je res. Sem to rekel. Za človeka, ki se veliko z videom ukvarja, come on, man. V glavnem, zadnje vprašanje, Goran, ki je tudi vedno isto. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, ki ni človek, tako da ne more biti tvoja babi, ki misliš, da je bila narejena zate, oziroma je ful vplivala na tvoj life. Lahko jo še imaš, lahko je nimaš več. Ne? Neko stvar sam hočem slišati, kaj bi to bilo. Ajde. Fizično stvar, ki je na moje življenje. Tako. Pismo pa lahko samo rečem kamera, ker je najbolj vplivala na moje življenje. To je meni čist, ne bom nič rekel. DV kamer, sak svoje zmog. DV, a ki ste jo zadela? Ali? Ne, čista prva, una najbolj banalna, brezvezna. Zmrt so jo po pol kupila. Res? In s tem sem začel snemati. Lepa, stari. To je po mojem edin, ker ostalo se je ali pokvarjalo, ali... Zato nimam. Jaz po mojem imam neke vibracije vdajam, ker tehnologija me res ne mara drugače. Ja. Vse mi neki delno šteka pa zajbava, res. Nobena igrc, ki so jih vsi igrali, nisem mogel špilati jaz, ker mi komsko srv neki. Tako da... Kupoval, stari, ne vem, kaj ste kupoval. Naslednjič, ko kišto seštavo mi reč, ti malo pomagaš. No, cool. Pa jaz imam mene 2 kolega, ki temu ful sledita, tudi meni sta zdaj to kišto pomagala sestaviti. Pa to. Ja. Zato se povezujemo. Zato res je. Hvala Bogu, da smo šli na Viktorje. Ja, no. Ful hvala, da si cajt vzel. Nikaj. Glikar si bil v aparatusu. Fajn je bilo, super je bilo. Odlično. Meni je bilo fajn. Ne moram verjeti, tablič, to je top. Reč adijo.
Tisti, ki nas je poslušal, čas je iztekel. Upam, da nisem bil razočarujoč. Pa to je vse od naju. Hvala. Hvala vam. Adijo. Tole je bila 147. epizoda Aparatusa. Goran najdete najboljš na Facebooku, ima tudi page Gojka Ajkola, tam kar aktiven. Pa seveda valjda na YouTubeu, pejte pogledat video, te pa film Prehostar. Jaz sem na Twitterju afna.anzet, tako da mi lahko tam težite. Sicer pa Tablič je, gremo temu reči, najboljša igra s kartami v zgodovini človeštva. To ne morem verjeti, da sem se z nekom lahko malo Tabličo pogovarjal, ker je meni res umiljena igra in ga zdaj še enkrat omenjam, zdaj ful upravičujem. Za konec pa kot vedno ful hvala vsem, ki ste podprli tale podcast. To naredite tako, da greste na aparatus.si, poševnica podpri. Res ful hvala, ker brez tega folka se iz tega ne bi več šel. Tako da, to je bilo to. Hvala, da ste poslušali. Naslednjič že spet. Čau.